Kako si videl recimo spremembe v percepciji ali pa ponudbi čistko, koliko se je prodaja dvignila oziroma upadla, če je karkoli se spremenilo, ko si začel sodelovati na konvencijah, začel prodajati, se ti zdi, da je kakšnokoli se prodaja kakšnokoli odrazla, glede na to, da si ti bil recimo exposen celi skupnosti tako naenkrat? Nažalost ni bilo tako, a ne. Ni tako, kot si želel, ja. Ne, mislim, ni bilo tako, kot si opisal, a ne. Ker je, se pravi, mi smo se tudi učili, a ne. Vsako stvar je bilo treba se naučiti. Tudi nismo imeli nobenega, ki bi ga gledali, a ne, ki bi skopirali, ne, če hočeš. Ne. Ampak je bilo vse treba probati, a ne. Vsaka stvar je bila z nule, a ne. In tudi to, recimo, ne, kako skupnostjo komunicirati, a ne, ni bilo to tako, kar samo po sebi umevno, a ne. Veliko ljudi je tudi jim šlo to v nos, a ne, da je zdaj to neka taka ne, povezava, komercialna, ne vem, a ne, ni bilo ne, tako vzeta, ne. Tudi potem, ne, različni ljudje so imeli različne interese osebne, a ne. Tudi mi smo, nam ni bila to glavna dejavnost, a ne, je bilo pač še nekaj zraven, a ne. In sigurno je bilo, ne, tudi vse te poplavi pol izdelkov in to smo tudi pol iskali, kaj je zdaj v redu, a ne, a so zdaj te figure, ki so po 100 plus evrov, a ne, a je to nekaj, kar na konvencijo prineseš, pa bojo vsi kupili, a ne, ali je zdaj en obesek za 5 evrov taka stvar, a ne. To se je pol poskušala, ne, seveda, tiste figure so zakon, a ne, to valjda, da bo vsak kupil, a ne, če je to hudo, a ne. Ampak prav nič se ni odrazilo, ko je, ne vem, Makon pa Novoletke so potem že imeli tako 1000, 2000, 30 ljudi, a ne. Mislim, predstavljam si, da je lažje, ker vi ste še vedno dokaj zaprti v Poljanah, a ne, in če nisi direktno iz Ljubljane, ne, v bistvu, mislim, poznali se na konvenciji, a ne, tam mi smo pa pogruntali, najprej smo hoteli dobesedno tako, a ne, to, na tak način, ki si opisal, a ne, se pravi, zdaj bo ta Novoletka, tam bojo nas poznali, pa bojo prišli k nam, a ne. To bi verjetno, pač, to je bila želja. Ja, ampak to ni tako delovalo, ne. Mi smo, je bilo lepo, pač tam so bili res iz cele Slovenije ljudje, a ne, in je bilo pač, ne, mi smo bili pa tam na Poljanah, a ne. Pa že Šiške včasih težko prideti, a ne. In je v bistvu bilo, ne, to se ni čist, a ne, seveda, zdaj mi bi pa, recimo, da bi čez internet, a ne, čez internetno trgovino, da bi tako to bila platforma, a ne. Ampak teh artiklov je pa naenkrat se pokazalo, da jih je res enormne števila, a ne. Tudi, ne vem, zdaj recimo za te figure, a ne, ki so PVC, to je, ne vem, pač recimo, da je 5 takih najbolj, a ne, teh proizvajalcev, ki so najbolj hot, a ne. To je res, ja. Ampak oni imajo, ne vem, na mesec imajo, na teden imajo po 3 figure. Kaj? Resno? Veliko je teh, a ne, veliko se skozi sprehajajo, a ne. Teden 3 figure. Mislim, se ne vem, če na teden pride, no, ampak pač to, ko so, ne vem, ko oni, ne vem, na vsake tok časa imajo reveal, a ne, kaj bo prišlo, pa se napovejo figure, pa so te serije, a ne, nekaj teh figur je pač veliko, a ne. In to v bistvu skozi spremljati pa updatati iz toliko velikih koncev se je pač pokazalo, da je zalogaj, ne, da je veliko dela, ki pa in je tudi strošek velik, a ne, da to nekdo dela, ki pa ni nekega, a ne, konkretnega takoj efekta, ne vem, po pol leta. Trošniška masa je predvsem manjša. Je, a ne, mi smo pač to dali, ampak po pol leta ni, da je nekaj začelo rasti, a ne, kvečen ki so vsi, ki so bili najbolj zainteresirani, pa so si denarnice spraznali, ne, je bilo treba počakati, ne, da je spet a ne, da si spet nekaj novega, a ne. Slovenija je mogla najprej dozoreti v aktivno prebivalstvo, kar se tiče fanov, ne. Mislim, da to je že jasno zdaj, ker vidiš, kako so eksplodirali, pač zares eksplodirali konvencije, je bilo šele, ko je naša generacija, midva in podobno, a ne, ko so prišli v aktivno delovno prebivalstvo in so dejansko imeli nek svoj
zaslužek. A ne? Ja, to je sigurno je razlika to, kar si rekel napram recimo v Zuni, a ne, ker pri nas pred osamosvojitvijo tega ni bilo. A ne. Ja. In se pravi vse, a ne, v Evropi se pa, ali pa v svetu se je pa to začelo že ful prej. A ne. Ja. In ti, ki je v 90-ih to eksplodiralo, a ne, pač po svetu, ja, so bili ljudje, ki so imeli službe in vse, ki so imeli že predhodno to podlago, da so se s tem Slovenska skupnost je imela samo željo. Ne? Mi smo imeli željo, jaz si to želim, ampak itak nismo imeli še nobenega zaslužka. Tako da vse, kar je delovalo, je nekako na... Tako, percepcija je bila, Črna luknja obstaja, slovenska skupnost raste, ampak ni pa rasla, recimo potrošništvo še ni bilo tam. Ja, stranke niso bile finančno močne. Niso bile zares še stranke. To je bila v bistvu subkultura, ki je delovala bolj na kulturnem aspektu kot na potrošniškem aspektu. Se pravi, da si delal nek konglomerat ljudi, ki jih to zanima, da si jih obdržal v neki sferi in potem, ko bo to dozorelo, potem lahko prodaš nek produkt. Ampak je trajalo do začetka korone, če korona ne bi obstajala, po mojem tam nekje 2019-2020, je zares tisti začetek, kjer lahko začneš dejansko računati za vstopnice na konvencije, kjer lahko začneš trgovine, kot so TCG Park in podobno, kjer imaš neko maso, ki je pripravljena plačati za ta produkt, ker vejo, če bom vložil v ta produkt, potem bo distribucija videla, bo mogoče postala malo močnejša, lahko dobimo še malo večjo variacijo stran. Plus kina. Ampak to je spet, govorim zadnjih 5 let. To je čist nova eksplozija, ki je pač nastala čisto organsko, zaradi tega, ker smo se pač postarali. In imamo zdaj denar. Ampak včasih smo to delali čistko na fejt. Če smo imeli karkoli cekina, smo ga dali, ampak je bilo to nič. Mislim, ko mi to, da ste se obdržali nad vodo, to besedno. Kot si rekel, pač povezava na to, recimo na te konvencije, je bilo tako, da smo mi, bolj smo bili muzeji v bistvu, Črna luknja, se pravi, konvencija je bila, pa so pa prišli ljudje, ampak so te figure gledali, ker so bile predrage, Seveda. Za tako, in zdaj, ampak, pač te, se pravi, ker je pa evropskih teh, te figure se je dal dobiti, nisi pa mogel čisto vsako mehno stvar je bilo pa težje dobiti. In to se je pa šele kasneje začelo, da se je nekako sinhroniziralo, da so v Evropi tudi te proizvajalci, da ti kot trgovina lahko dobiš obeske, šalce, take stvari, kot neko tako zanimivost. Na začetku je bilo pa, mi smo recimo imeli prve plakate, ki smo imeli, so bili Iki Tausen, ki je pač ful specifična zadeva. Tako eči, Zato, ker so ki je bil fan, ki je tovarno naredil, mislim. In je pač s tem začel. Jaz sem v Črni luknji spoznal to franšizo, spomnim se, da obstaja. Videl sem, da so imeli poster in sem bil to so bili prvi. Tudi te, ki so številke produktov, so 01, 02, 03. So te. Pač res cenim ta pogum, da greš v prodajati neki subkulturi, ki je tako dobesedno se šele rodila. To smo mi. Za nas je to bilo, mi smo to pol dali, kljub vsemu, kljub te spornosti je to bilo pač